Dežela ognja in morja. Besede, ki Indonezije kot države ne bi morale opisati bolje. In to dobesedno, kot tudi v metafori. Morje pogosto predstavlja spokojnost, svobodo in lepoto, ki jo v tej otoški državi vidimo na vsakem koraku. Več kot 17.000 otokov, vsak s svojo unikatnostjo in plažami, ki te dobesedno sezujejo. Poosebitev svobode in raja pa je sigurno zloglasni otok Bali. Potovalni influencerji nam še kako radi pokažejo lahkotno sprehajanje po riževih poljih, zasanjeno prebujanje v najlepših hotelih sredi džungle in drzno krotenje morskih valov s svojimi surfi. Vse na prvi pogled lahko deluje zelo glamurozno in lepo, takšno kot morje. A kaj, ko se v zakulisju skriva ogenj? Pa ne govoriva tukaj le o desetine aktivnih vulkanih, ki lahko vsako sekundo izbruhnejo in opustošijo okolico, prečudovito naravo in konec koncev ljudi. Je pa zanimivo in žalostno, koliko grozote lahko vulkani skrivajo, ne da bi sploh izbruhnili. Če imamo na eni strani turiste, ki brezskrbno opazujejo opice v njihovem naravnem okolju, pa imamo na drugi strani nevidne heroje. Supermane, ki vsak dan riskirajo svoje življenje, delajo v nečloveških pogojih in njihovo telo vzdržuje peklenske tegobe samo zato, da lahko nahranijo svoje družine. Ponč in sonce odpravljava na novo avanturo in potrudila se bova prikazati vse tako, kot je. Zato bo prihajajoča serija po Indoneziji na momente zelo težka in po svoje izredno lepa. In ravno taka Indonezija tudi je, sama po sebi.